Torej v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo danes vložili zahtevo, da se skliče nujna seja Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o preprečevanju korupcije z obravnavo točke, sicer nevestno delo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, gospoda Draga Kosa. Poslanska skupina SDS tudi predlaga, da se po opravljeni razpravi komisija glasuje in sprejme sklep, da se Državnemu zboru predlaga razrešitev predsednika komisije po zakonu o preprečevanju korupcije gospoda Draga Kosa zaradi nevestnega dela. Včeraj smo poslanci glasovali glede razrešitve predsednice upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne, dr. Romane Jordan Cizelj. Vladajoča koalicija je seveda izglasovala ta sklep za zamenjavo, razrešitev. Po naši oceni pa gre za povsem politično odločitev, ki se je pa začela na predlog neodvisne Kosove protikorupcijske komisije. Predsednik komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, gospod Drago Kos, je namreč 11.9.2009 v Državni zbor poslal zahtevo, da Državni zbor odloči, da poslanki Evropskega parlamenta dr. Romane Jordan Cizelj zaradi nezdružljivosti funkcij preneha funkcija v upravnem odboru sklada za financiranje in razgradnjo nuklearne elektrarne Krško. V tem primeru se kaže, da so bili predlogi za razrešitev privlečeni za lase, saj gospod Kos razrešitev predlagal šele po 5 letih njenega intenzivnega dela v omenjenem odboru. Do sedaj namreč nikoli ni bilo sporno, da ne bi smeli biti v organih sklada za razgradnjo nuklearne elektrarne Krško, tako v upravnem kot tudi v nadzornem zboru, da ne bi smeli biti poslanci. Namreč doslej je bilo mogoče, da je bil v upravnem odboru tega sklada nekdanji poslanec LDS Brane Jans, 4 leta, pa to ni bilo nezdružljivo, bili so tudi drugi, ne nazadnje poslanka socialnih demokratov, gospa Silva Črnugel, ki je sedela tudi v organih sklada. Pa gospod Kos ob tovrstnih nezdružljivosti funkcij nikoli ni predlagal nobenega za razrešitev. Mirno je gledal stran in ni podal nobenega načelnega mnenja, kar kaže, da bi predlagal recimo razrešitev kot neko največjo možno funkcijo, najvišjo možno kazen za to. Dr. Romana Jordan Cizelj je bila evropska poslanka prvič izvoljena leta 2004. Takrat je bila imenovana tudi v upravni odbor in takrat je poslanka vestno izpolnila vse obveznosti do komisije, ki jo vodi gospod Kos, ki doslej v 5 letih ni nikoli ugotovil nobenih formalnih zadržkov do njenega članstva oziroma predsedovanja v upravnem odboru sklada nuklearne elektrarne Krško. Pri obeh kandidiranih dr. Romane Jordan Cizelj za upravni odbor sklada niso ne zakonodajna služba Državnega zbora, ne strokovne službe mandatno-volilne komisije Državnega zbora in ne komisija gospoda Kosa imeli kakršnikoli zadržkov glede neskladnosti in nezakonitosti. Že ves ta čas velja zakon o poslancih in zakon o preprečevanju korupcije in če je bilo karkoli spornega leta 2004, ko je bila dr. Romana Jordan Cizelj prvič izvoljena za evropsko poslanko, potem bi morala Kosova komisija to nesporno in nedvoumno ugotoviti in takoj ukrepati. Prav tako bi morala komisija ukrepati tudi glede članstva gospoda Branka Janca in poslanke socialnih demokratov gospe Silve Črnugel, pa tega ni. Šele 11. septembra 2009 je predsednik komisije pozval Državni zbor naj jo razreši z funkcije, ker je nezdružljivo. To je tudi čas, ko je gospe Silvi Črnugel potekel mandat. Ob tem je treba posebej poudariti, da je sklad v času, ko ga je vodila dr. Romana Jordan Cizelj, deloval zelo dobro. Izkazalo se je celo, da je glede na to, da posluje z vrednostnimi papirji in z delnicami bistveno bolje kot ostali organi, ki poslujejo z delnicami in vrednostnimi papirji. In dovolite, da vas spomnim, glede na to, da se v sklepu gospod Kos sklicuje na 23. člen zakona o preprečevanju korupcije. Namreč 23. člen zakona govori o popolnoma postopkovnih problemih in ne o materialnih. Odstavitev ali pa zahteva za odstavitev je pa seveda materialna zadeva.
in že to kaže na popolno neresnost in pa na popolno pomanjkanje argumentov. To je seveda ni čudno, kajti tu se pojavljajo dva vzroka, zakaj je dr. Romana Jordan Cizelj razrešena. Prvič, zaradi tega, ker ni sprejela zahteve direktorja Direktorata za energijo, da bi se ta denar, ki je namenski in je namenjen za razgradnjo, uporabil kako drugače, za kakšne druge namene, za kar se je govorilo za nakup nepremičnin. Namreč gre za ogromna sredstva, gre za preko 140 milijonov evrov in direktor direktorata je seveda želel ta denar porabiti drugače. In pa drugi, mogoče še bolj pomembni vzrok je pa ta, zakaj mora dr. Romana Jordan Cizelj oditi predčasno, ker upravni odbor določa tudi direktorja sklada, predlaga direktorja sklada in funkcija direktorja sklada poteče preden mandat predsednici upravnega odbora in direktor direktorata po informacijah je tudi želel spremeniti poslovnik, da ne bi več upravni odbor predlagal direktorja, ampak sklad, ampak direktorat ali pa vlada. In ker seveda predsednica na to ni pristala, je edina varianta, ki je možna, da se jo odstavi in zamenja. Zato seveda tudi za lase privlečeni argumenti za strani Kosove komisije. Zato sklicatelji menimo, da je zaradi predloga predsednika komisije po zakonu o preprečevanju korupcije gospoda Kosa, na podlagi katere je dr. Roman Jordan Cizelj Državni zbor razrešil s funkcijo upravnega odbora in je funkcija seveda tudi zanjo velika škoda, tudi moralna in politična. In ker gospod Drago Kos v 5 letih ni ugotovil nezdružljivosti komisije Državnega zbora po zakonu o preprečevanju korupcije, ki upravlja parlamentarni nadzor nad delovanjem Kosove komisije, predlagamo, da sprejme sklep, da se Državnemu zboru predlaga razrešitev predsednika komisije gospoda Draga Kosa zaradi nevestnega dela. Seveda pa pričakujemo, da bo predsednik komisije to sejo sklical v skladu z poslovniškimi roki.